Pozdravljeni, jaz sem Veno Voler. Jaz sem Ivo Lobnik. In mi smo se odločili, da bomo ponovno uporabili odslužene elektronske naprave za izdelavo učnega pripomočka. Hotela so uporabiti odslužene naprave, to je bil na enem primeru tiskalnik in skener. Nato smo hoteli izdelati uporaben stroj, ki je bil laserski gravirnik oziroma rezalnik. Nato pa smo hoteli imeti še neko uporabnost tega izdelka v šoli. Razmišljala sva, da bi ga lahko uporabljali za dekoracije, pri tehniki in pri likovni vzgoji. Sestava laserskega rezalnika in gravirnika. Prvo smo uporabljali osebni računalnik, ki smo ga napravo povezali z USB kablom na Arduino Uno in gor na Arduino Uno priklopila CNC Shield. Na CNC Shield smo priklopila dva gonilnika koračnih motorjev, ki na njih pa smo še priključila koračni motor X in koračni motor Y. Zraven smo še priključila gonilnik laserske diode in na stroj priključila še lasersko diodo. Delovanje laserskega rezalnika in gravirnika. Vektorsko oziroma vidno sliko sva dala v program Laser GRBL, ki je sliko pretvoril v G-kodo oziroma Picatap. Nato je Laser GRBL to spremenil še v GRBL, ki ga je lahko prebral Arduino Uno, ki vam ga je prej pokazal Vino. Arduino Uno je gonilnikom motorja pošiljal električne impulze, ki je motorjem povedal, kam naj grejo. Tukaj lahko vidite postopek sestave. Tu je tiskalnik in tu je skener. Prvo smo s skenerjem odstranila pokrov in steklo, da smo dobila ogrodje in ogrodje odstranila čipe. To smo uporabila za Y-os in tu lahko vidite še printer brez pokrova, kateremu smo tudi odstranila vse dele, ki jih ne rabimo in bom našla X-os. Nato smo Arduino in CNC Shield združila, kako vidite tukaj. Na CNC Shield sva pripela sledilniki. Nato sva Arduino in motorje testirala. Okvirje same naprave smo skicirali na SketchUpu in ga nato narisala na les, ki smo ga potem izrezala in namestila ogrodje. Dele, ki sva jih še potrebovala, sva 3D printala, vse drugo pa je bilo izvesla. Zdaj vas še pa rad pozoril. Zjutraj se je nam mala nesreča zgodila in se je nam skoril laser. Zato smo danes za predstavitev uporabili svinčnik, da saj vidite, kako lahko to deluje. Rad bi še pa to vas opozoril, če boste kdaj prišli v taki čas, da boste lahko videli laser v resničnosti, močen laser, ne glejte v laser brez zaščitnih očal, saj vam lahko to zelo poškoduje vid. Tukaj je program Laser GRBL, ki sem vam pokazal prej. S tem programom lahko uporabljam napravo. Okay.
Sedaj pa tukaj vidite kvadrat, ki ga bo strogo rekel, da naj nariše kvadrat. Tukaj vidite še geokodo, ki je uporabljal program, o kateri sem vam govoril prej. Potem boste lahko videli, kako je nastalo to. Zdaj pa hvala za poslušanje.